Na kaj pomislite, ko slišite, da je kdo šel k psihologu? Verjetno kakšne težave ima. Psihologijo večina ljudi razume kot stroko, ki se ukvarja s težavami, problemi, motnjami, psihologe pa kot tiste, ki jih bolj ali pa manj uspešno odpravljajo. Vendar je odpravljanje stisk in problemov samo ena plat tistega, kar lahko ponudi psihologija. Pozitivna psihologija je nastala v prepričanju, da je treba tudi pozitivne plati človekovega doživljanja duševnosti proučevati in se z njimi ukvarjati z enako vnemo. Pozitivna psihologija se ukvarja s proučevanjem in jačanjem pozitivnih vidikov človekovega življenja in duševnosti, z vprašanji sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja in z drugimi pomembnimi pozitivnimi vidiki človekovega življenja in doživljanja. Namen pozitivne psihologije je usmerjanje pozornosti psihologije in psihologov korak naprej od zdravljenja in odpravljanja primanjkljajev pri ljudeh proti krepitvi njihovih pozitivnih zmožnosti in moči. Cilj tistih, ki se ukvarjamo s pozitivno psihologijo, pa je izboljšati kakovost življenja posameznikov in skupnosti. Pozitivna psihologija je veja psihologije, ki se bolj ukvarja z tem, kako človekovo življenje bolj izboljšati, ne samo to, kako gre nekaj narobe, ampak kako dejansko lahko iz tega nekaj slabega vedno nekaj dobrega tudi dobimo ven. Ja, zame je tudi pozitivna psihologija, torej neko osredotočanje na dobre stvari dobre lastnosti življenja, ne pa na te slabe, negativne. Da svet je vedno bolj negativen, veliko enih težav, ki jih v bistvu sploh ni, in da se ta psihologija usmerja v to, da bi pač vse te majhne problemčke, ki jih imamo, probala čim bolj na pozitivno obrniti, iz kakšnega druge smeri pogledati in s tem najdeti neko veselje, neko radost v manjših stvareh, na splošno v svojem življenju. Pomeni izraz pozitivna psihologija, predstavljaju mehanizme i tehnike preko koji ljudi bi naučili na koji način da budu sretni sa svojim življenjem i u krajnjoj liniji pronađu smislu svog života koji ih ispunjava i dobiju mogućnost da u krajnjoj liniji kažu da su živjeli dobar i srećan život. In ja, pač sreča je nekako vodilo vseh nas in da sploh funkcioniramo. Sodobni človek je obseden s srečo. Ljudje, ki niso srečni ali so v stiski, občutijo še dodaten pritisk ob tem, ko se zdi, da so vsi drugi ljudje srečni. Ni bližnjic do sreče. Mnogokrat ljudje v nakupih vidijo pot do srečnosti, a jim materialni nadomestki nudijo bolj kratkotrajno tolažbo. Ne morejo pa ozdraviti njihovih notranjih primanjkljajev. Ja, jaz to mislim kot, naprimer, da dobi to, kar potrebuje, to, kar si je želel, to, kar, naprimer, da če nekomu nekaj omogočiš, da je to, naprimer, je potem lahko zadovoljen s tem. Prepoznam po nasmehu na obrazu. Jaz prepoznam pač tako tudi vizualno, kako se obnašajo, kako se pogovarjajo, ali se odmikajo od družbe, ali se pač raje družijo s tabo. Kakšenkrat, če je res dober prijatelj ali pa v družini opaziš, če te objame ali pa se ti res dobro zahvali ali se preprosto smeji. Jaz si to predstavljam kot, če nekomu nekaj paše in mu je všeč, če nekaj počne ali pa če mu nekdo nekaj počne ali pa če nekaj dobi in da mu je to okej, da je zadovoljen s tem. Pač ko zmagam kakšno igro in pač tudi dobre ocene in to. Ja, naprimer, zato ker šola ni nujno pač samo delo, so tudi prijatelji, tako da te tudi prijatelji osrečujejo, tako da jaz bi rekel večkrat zadovoljni. Zame nisi vedno zadovoljen, ker tudi dobiš včasih slabo oceno in tudi recimo ležiš na kavču, doma nič ne delaš in se nisi nič trudil. Jaz sem med tednom večkrat zadovoljna zaradi tega, ker vedno sem s prijatelji in ko hodim v šolo, se nekako lepo počutim, ker vidim vse, ki sem jih nekako pogrešala. Jaz sem tudi večkrat zadovoljna, ker pač mi paše hoditi v šolo in imam dobre prijatelje in mi je všeč šola.
Vsekakor me osrečuje risati nasmehe na obrazih otrok, ki potrebujejo kakršnokoli obliko posebne pomoči in hkrati na obrazih vseh nas, ki smo lahko, ko delimo srečo oziroma pomagamo, mislim, da presrečni in hkrati tudi ponosni sami nase. Kris je poseben otrok, si zasluži dostojno življenje in v bistvu sva oba z neko pozitivno energijo drug drugemu sva si vlivala. Nekako rekla, da bomo. In tako sva šla v zdravljenje Krisa. Posebna lučka se je meni prižgala lanskega decembra, ko so moji učenci, takrat drugošolci, zbirali v neki posebni akciji pripomočke za osebno higieno. V njihovih očeh sem začutila eno iskrico, lepo je deliti, lepo je pomagati. Takrat sem se odločila, da bom pogumna tudi sama, stopila povsem nenačrtovano na pot dobrodelnosti, ki me je sedaj morda s Krisovo akcijo v nekih trenutkih celo prerasla. Jaz mislim, da je to, ne? Ne? Reči, ti si naš pozitivec največji, naš Smejko, si? Kam bi šel ti? Kako daš ti, papa? Sreča se v resnici zgodi velikokrat spontano, ko smo skupaj z ljudmi, ki jih imamo radi. Srečni smo tudi takrat, ko delamo stvari, ki se nam zdijo smiselne in ko z delom uresničujemo cilje, ki so za nas pomembni. Pozitivna psihologija ne pridiga, da je vedno potrebno biti srečen, nam pa pokaže, da so bolj srečni tisti ljudje, ki imajo dobre medsebojne odnose, ki doživljajo prijetne občutke in ki se osebnih ciljev lotevajo z zanosom. Zame je sreča, ko zabijem gol na tekmi. Zame je sreča, ko te nekaj nasmeji, za kar si hvaležen in je lahko kot material ali pa besedno. Jaz sem srečen, ko pač zmagam na tekmi gimnastike, ko dobim kakšno dobro oceno v šoli in ko pač kar si nekaj zadam v glavo, da to tudi dosežem. Da smo srečni je pomembno zato, da lahko sebe pokažemo v tisti najlepši, najboljši, najbolj pravi luči. Meni sreča ogromno pomeni, da si srečen, to pomeni, da se počutiš varno, sprejeto, ugodno, udobno. Tako več stvari podpira to srečo. Pomembno je, da se veselimo, da smo srečni, vendar so v življenju tudi padci, iz katerih se moramo tudi pobrati. Zato je tudi pomembna sreča v našem življenju. In se mi zdi, da je pač pomembno, da iščemo v življenju stvari, ali pa da se zavedamo, da smo nekaj dobro naredili, da se zavedamo naših dejanj, odnosov, ki jih gradimo, vseh lepih stvari, da s tem, ko se zavedamo, da smo nekaj dosegli, da mogoče to shranimo v spomin in pač nalagamo in vidimo, da dejansko imamo nek point v življenju in nas to dela zadovoljne, nas to dela ponosne same nase. Ko si zadovoljen, si v skladu sam s seboj, si miren, lahko ustvarjaš, lahko napreduješ. V bistvu imaš pogoje, da te pelje naprej. Za mene je smisel predvsem gonilo, torej nekaj, za kar je vredno živeti, kaj je bilo tebi dano, da narediš v svojem življenju. Ampak ja, seveda to je zelo velik problem danes, ker ljudje, sploh mladina, ne vidi več smisla, ker živimo v zelo zanimivi družbi. Ja, ker človek brez smisla v bistvu ne ve, kaj bi delal sam s sabo, zakaj bi se sploh družil, zakaj bi počel karkoli, zakaj bi delal. Občutek smisla življenja je izjemno pomemben ravno zato, da dosežemo svoje poslanstvo na tem planetu. Mogoče tudi, da pač nas v življenju nekako pelje naprej, da naredimo stvari, ki si jih mogoče brez poguma ne bi upali. Biti pogumen ne pomeni, da si upaš preveč, ampak da si upaš to, kar rabiš. Biti pogumen pomeni, da si upaš veliko stvari. Pomembno je, da smo pogumni, ampak pomembno je tudi, da smo prestrašeni, ker strah nas v veliko situacijah tudi varuje. Naprimer prvič, ko sem rabila imeti v rokah tarantelo, me je bilo ful strah in pol sem preštela do 3 in pol sem rekla, kar bo in pol sem je taknila in ni bilo nič kaj takega. No, pogum
ponavadi izberem na različne načine, odvisno kakšna situacija je. Pa če daš en primer, recimo. Naprimer, se nekdo utaplja v morju, malo zadiham, močno vdihnem in ga probam pritrešiti. Pogum je pomemben zato, ker brez poguma se težko začnemo soočati z lastnimi svojimi problemi in brez njimi dejansko, brez poguma ne moremo narediti ničesar, da izboljšamo svoje počutje in da izboljšamo svoje mentalno zdravje. Ja, da gremo torej iz te neke cone našega obdobja in poskusimo nove stvari, se spopadamo z novimi izzivi. Pozitivna psihologija ni neke vrste srečologija, ki bi si prizadevala ustvarjati nenehno srečne ljudi, ki se bodo ves čas pa vedno samo smehljali. Bolezni, stiske, bolečine, izgube, travme so in seveda bodo ostale spremljevalke človekovega življenja, tako kot strah, jeza, tesnoba in druga manj prijetna čustva, pa tudi različne stiske, težave, motnje. Pozitivna psihologija se ne dela utvar, da lahko odpravi manj prijetne plati življenja. Njen cilj je pa jačati življenjske veščine in okrepiti človeka, da se bo lažje in bolj uspešno soočal s temi zahtevnimi življenjskimi izzivi. V tej epizodi smo se začeli pogovarjati o pozitivni psihologiji. V naslednji se bomo pa z dijaki in z drugimi gosti pogovarjali o psihološkem blagostanju oziroma o tem, zakaj je pomembno, da se v svoji koži počutimo dobro. Lepo vabljeni!